Pozdravljeni! Naj vam naše delo predstavim nekoliko drugače, in sicer skozi vsak dan, ki ga mnogi med nami zelo dobro poznajo. Po službi pridem domov in si rečem: zdaj pa malo miru, samo jaz, tišina in skodelica čaja. Ampak kako naivno! Še preden odložim torbo, levi sosed udari po tipkah klavirja, ampak mu ne gre najboljše. Medtem ko desni začne z ženo novo poglavje družinska drama brez reklamnega odmora. Umaknem se na balkon, kjer me pričaka oblak cigaretnega dima. Zraven pa še koncert mestnega prometa. Romantično, kajne? Rečem si, nič hudega, bom vsaj malo zaspala. In ravno ko zamižim, laječ psa iz spodnjega stanovanja. Čez 5 minut pa še jok dojenčka. Sliši se skoraj kot orkester, samo brez dirigenta. Raje se umaknem v sobo, a takrat nad mano začnejo ropotati kovčki. Saj veste, sosed oddaja stanovanje turistom. Če imam srečo, mi vsaj pustijo Spotify listo, da uskladimo glasbeni okus. Vdam se. Odnesem smeti, pa me tam pričaka smetarnica v stilu postapokaliptični film. Ko končno najdem čepke za ušesa, zaspim. Zjutraj pa presenečenje, sosed me je zaparkiral. Čakam, da se zbudi, a ker služba ne počaka, grem raje peš. Priznajte, vsaj del teh dogodkov vam je znan. Sicer upam, da ne ravno tisti prepir z ženo. In potem se vprašam, je res normalno, da je življenje doma ena sama vaja potrpežljivosti? Kako pa skrbeti za mir, ki bi moral biti samoumeven? Na spletu naletim na stran ekipe Kohablex, skupina študentov, mentorjev, ki raziskujejo motnje sobivanja in iščejo praktične rešitve. Na strani preberem, da imam pravno varstvo. Motenska tožba, začasne odredbe, prekrškovni postopki za hrup. Zveni impresivno, kajne? Ampak iskreno, to je podobno, kot da pokličeš serviserja in ti obljubi, da bo prišel v roku 3 delovnih dni, ti pa imaš problem danes. Zato predlagajo nekaj bolj preprostega. Dogovor s sosedi, hišni red ali pogodba o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov, kjer se na papirju jasno določi, kdo čisti, kdo kaj plača, kdaj se lahko ropota in kdaj ne. Saj veste, če lahko ekipa Formule 1 v 2 sekundah zamenja vse 4 gume, se lahko tudi mi v bloku dogovorimo, kdo bo čistil kolesarnico. Naša raziskava, v kateri je sodelovalo skoraj 1000 anketirancev, je pokazala, da bi uporaba takšnih dogovorov zmanjšala število sporov, izboljšala kakovost bivanja in razbremenila sodišča, inšpekcije ter policijo. Poleg tega bi po nemško-švicarskem zgledu uvedli standardizirane hišne rede in modelne pogodbe, ob tem pa vse skupaj digitalizirali. Predstavljajte si, aplikacija, kjer sosedu vpišeš: v petek imam žurko. On pa samo klikne sprejmi ali zavrni, kot Tinder, samo za hrup. V Kohablexu verjamemo, da naj sobivanje ne bo vir problemov, ampak vir sožitja.